Lep pozdrav, tukaj pa tudi Žan Serčič. Žan, izvoli. Lep pozdrav, to ti moj Maribor in to ti radio. Zdaj preden začnem, ne, v Fras in Medvor šovu imamo zdaj eno navado, da vsaj eni bobni pridejo zraven, ne. Okay. Ko jaz začne igrati. To se že boljše čuje, vidiš to. To najina je zgodba skrita, v strasti in ogenj je ovita, in nemirna reka kdaj divja med nama, a ljubezni most midva skratiti znava. To sem jaz in to si ti, med nama plamen je in kri, ja včasih led in včasih ogenj zagori. Ki so bobni? To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli, a to, kar našla sva, le enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, med nama plamen je in kri, ja včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli, a to, kar našla sva, le enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, to plamen je in kri. Bravo. Jaz moram reči, Žan, da ful lepo poješ. Ja, res. Hvala, saj sem tudi razmišljal, da bi se s tem ukvarjal. Ja, to sem hotel reči. Še posebej v živo, ne? Lepo poješ. Ja, Ni samo, komod. da bi se kdo tam potrudil ful, ne, v studiu. Ja, res je, v živo, v bistvu v nulo, isto, ne, kot tam. Tako. Svetovno. Plamen in kri je bil Živo je to. vedno boljše. Ja, nov komad, torej, jaz moram reči, da paše po tisti lepi baladici, malo hitrejši tempo, Malo, čeprav ampak ne besedilo je pa še vedno, ne, ker srce parajoče. Ja, je ljubezensko, če ga pogledaš iz te perspektive, ampak v bistvu Plamen in kri je pesem, ki govori o enem naboju življenjskem vsakega izmed nas, ne. Aha. Je plamen in je kri, tako dolg je plamen, dokler ga negujemo. Ali je to v odnosu, ali je to en osebni plamen, ki ga imaš, do tega, kaj počneš, do tega, s čim se ukvarjaš. Jaz ga nijem več. Ja, tako da bomo mogli zaliti. Jaz ga nimam več. Bomo mogli zaliti. Ne, treba, jaz vidim, da tli v tebi on. Aha. Tli, ja. Samo Ja, treba super. malo je treba politi. z širhaklom, veš. Ja. Obrožati, not, ne. Malo popejči. Čeprav s kakim sendvičem se Par doskrat reši. rujnih, ne, se bolj to plamen krv žge gor, ne. Fras je bolj za sendviče, veš, to je, Ja. to je njegovo olje. No. Okay, plamen in kri to taki fajn uvod v pomlad, ne? Lahko bi rekli tako. Ja, ali ne? Ja, glede na občutek pesmi verjetno je, ja, tako. Ja, pa je izid, po eni ne. strani malo bolj poskočna, tako Ja, kot si ja. rekel, ne. Ja. Drugače pa, Žan, imaš kar 2 jubileja letos, ne? Ja, kako to? Kak je to? Slučajno 40 se je imaš? Ja, 40 let karijere imam. Ja, okay. Pa 25. rojstni dan. Star, ja. Svetovno. 30 let, Žan, ali se zdiš sam sebi star? Ne. Ne. Seveda ne, Vsaj ne bi ki rekel. Ja. Ne, Veš, ja. kak je, ko si 15, pa je nekdo 30, ja, je stari. Ja, ampak res, kako se ti to percepcija pol malo Ja. spremeni, ne. Zdaj Pol pa- pa si naenkrat 30, pa Ja, dobro, mislim, nič, kaj, nekaj ne? sem že preživel, ampak kaj še me vse čaka, ne. Ja, ja, Tak ja. občutek imam jaz zdaj. Govorijo pa ti že, veš, kak je pol, ko pa si 30, ko pa je. Itak ko pa je. celo življenje poslušam. Ja, ja. Vse boš videl, kak Boš je, videl. ko boš videl, kak je, ko imaš otroke, boš videl, kaj šele pol, ne. Ampak, glej, res je, ne. Če le neguješ plamen naprej, pol bravo. se ne konča. Tako. Ha, si videl, Fras? Okay. Ob rojstnem dnevu pa torej 15. obletnica kariere, ne? Da, če smo čisto resni zdaj. In imaš 2 koncerta v ta namen?
V ta namen je bil najprej predviden en v Cankarjevem domu, ki se nam bliža hitro, v bistvu zdaj mislim, da... Pa je razprodano, ampak smo 4 mesece prej razprodali tega v Galusovi dvorani, smo rekli z ekipo, Bravo. kaj bi naredili še za 15. obletnico in sem rekel, lani smo imeli križanke, ki so bile res lepe, bile so polne, dajmo jih narediti še enkrat, dajmo jih narediti v večji ekipi, z večjo zasedbo, z godalnim kvartetom, dajmo ljudem nekaj ob tej obletnici, nek opus mojih zadnjih 15 let na nek malo drugačen način. Ja. Svetovno. In kdo se zraven spravi pol za godalni kvartet, orkester, ali kak si rekel? Godalni kvartet je, se pravi... Aranžmaje pa to, to... Aranžmaje je... Pa da to pol paše vse skupaj. Je napisal cenjeni Matija Krečič, naš znan aranžer. Ja. In jaz sem z njim v bistvu nekako na vezi. Jaz bom rekel, da sem na čelu tega, pa nekako presodim, a bo pasalo ali ne. Zdaj bomo videli v Cankarjevem domu pa v Križankah, koliko imam jaz feelinga še za to. Tako da, glej, vidimo pol, ne. Ampak, poleg godalnega kvarteta bo tudi saksofon, trobenta, klaviature, v glavnem ful enih stvari, tako kot si sam rekel, kako veš, da zdaj to vse paše skup po feelingu. Svetovno. Tako da, v bistvu malo drugačen Žan Serčič, ne? Ja. Kot ponavadi. Tako se spodobi. 30-letni, ne? Ja, tako. Tak. Vidiš, ne več tako v Lenartu s kitaro, samo ko smo prej eno sliko videla, ko si sam ga žgal. Ampak v sobi. Je še vedno isto, ne? Zdaj sem prišel sem in sem eno žgal na kitaro. Jaz mislim, da tega tudi ne smeš zgubiti. Tega Žana je tudi treba negovati. Seveda. Prije sem v domače kraje, pa eno za brenka, pa za poje, pa tudi če v vaški gostilni ali pa na radio, ne? To so neke stvari, ki bo vedno del mene. Ja, to mora biti, mislim, to vedno pol te lepo spomni, odkot si prišel, kam se lahko vrneš, sploh kam lahko vrneš vedno, če bi slučajno plamen začel malo slabet. Res je, vedno koreninam. Tako. Po zagon, novi recimo. Kak je zdaj tam v okolici Ljubljane? Si že, na zadnje smo se menili, si rekel, da še nimaš kože med prsti? Še vedno nekako... Še vedno mi... Ne, pilim jo, ne? Kak pa je? Ker rabim za kitaro, rabim prsti. Kak pa je? Se mi malo naredijo s pilim. Z naglasom, ker prvo, kaj gre, je, da se spremeni OVU, opažam jaz, nekdo živi, je takoj več potem že rekel, namesto reko. Ja. To, iskreno, ne, zgodi se mi, da mi taka beseda gre in pol takoj tako je, ono. To pa ni bilo zdaj časko, da je nekaj. Ampak dobro, gledaj. Mutiral sem, ne, ta moment je. Ja, logično, po eni strani seveda, če non-stop se Žan Dejno, Žan Dejno. Dej posnam, zdaj pa moraš. Tako. Ok, jaz predlagam, da damo v celoti Plamen in kri, si malo zapojemo, pa gremo pol naprej. Tako. Z 12. Žan je tudi tukaj. Zdravo, Žan. Zdravo, Žan. Žan, moram tudi pohvaliti to spevnost te skladbe. Kako dolgo je zdaj zunaj? 2 tedna? 3 tedne, mislim. 3 tedne? 3 tedne. Takoj v uhi. To je bil moj namen, da te, ko virus, da te okužim s to muziko. Mi dva, ko smo vsak dan, celi dan tu, obkrožena s komadi, raznimi, na nas se ti vsak sede, ne? Takoj, tako da, cool. Okay, Žan, praviš, da ob svoji 15-letnici kariere, da potuješ po spominih malo, ne? Ja. Zdaj prej smo omenili tisto sliko, tu par slik smo dobili, veš, ko si ti bil mali. Ena je, ko si 11, mislim, da ali koliko si bil star tu s kitaro, električno. Ja, z električno sem 12 nekaj. 12, ja. Kockasto kapo imaš, pa dalmatinsko majico, ne. Emo. Kako majico tam? Dalmatinsko, tu si še malo bil na klape, ne, s kitaro zraven. Ena pa, ko si čiz mali, na onem malem stolčku za otroke, kaj pa to si pa 4 ali koliko? Ja, 3-4 po mojem. Dio, svetovno. Okay, to sem, da se malo nasmejite, ne, da vidite te fotke, pa da zdaj bom 30-letni det, ne, že.
Ja, no, mene zanima, ker si napisal tudi, da svoboda, naboj in najstniški upor so te povezale s punk rock bendi, ne? Ja. Tako da jaz čakam neki Ja, album. Blink-182 varianto. Si tudi poslušal. Ja, da bi dal ti neki taki album zdaj ven. Zdaj, glej, električne kitare so del te muzike, ne, Plamen in kri. Zdaj, če bom čist punk rock band šel, mogoče, nikoli ne veš, ne? Ja, ampak mogoče pa tak punk rock mešan s klapami, to pa bi po mojem šlo dobro. To bi šlo. Res bi presenetil oboževalce, ne? Z enim takim albumom. Kaj? Ampak tudi to ti je ogromno dalo. Ta muzika, ne? In ta stil, da si rasto recimo s to muziko, ne? Po moje predvsem to, prej sem igral samo klasično kitaro, ne? In sem igral po notah. Ko sem prvič električno kitaro prijel v roke, sem bil tako, zdaj lahko tu nekaj improviziram sam. In se veš sam, ne, ko neki svoj izraz odkriješ na inštrumentu, pa se začneš skozi njega izražati, tudi neko drugo osebnost gradiš, neko identiteto zraven. S tem in pol je ta uporništvo prišlo zraven s tem, ne, glih v tistem cajtu sem jaz to odkril, bendi Blink-182, Sum 41, Green Day, gledaš jih, oni vsi kadijo, neki namazani so, čepaste majice, no, to je bil del odraščanja. Ja, odšpilane majice, hlače, pririti, pa neti. Kaj si kdaj skejtal? Ja, sem, ampak preveč sem kitaro vadil, da bi bil dober skater. Ja, no, glej, malo da si šel na luft, ne? Malo na skate, pa nazaj. Zelo malo sem v tistem cajtu, se spomnim, je bila kitara res moj inštrument za vse, za predelovanje marsičesa. Svetovno. Ok, rekli smo torej praznovanja v bistvu, ne? So to v Cankarjevem domu in Križankah, ne? Ja. To smo rekli. Zdaj pa v naši okolici, kdaj, kaj, imamo kaki plan? Imamo en ful dober plan. Aha. Sicer tam sem v bistvu z glasbeno šolo, v kateri sem učil, sem imel tam enkrat nastopeni 10 let nazaj, ko tam nastopali. Zdaj imam pa samostojni koncert in sem zelo vesel na gradu Rače. 6. septembra imamo to in baje grejo karte ful hitro, mi je rekel organizator, tako da evo še enkrat vabim vse, zdaj poslušate, da si čim prej zagotovite svojo stopnico. Lepo si povedal. Tako se reče, ne? Tako se reče, ja. Če slučajno ne bo časa, ne, za Križanke. Cankarjev dom smo rekli, to je razprodan. Je gotovo. Vidiš, fras. Tako da Rače ali pa Križanke. Tako, ne, ali pa VIP Cankarjev dom, ne, pa gremo zadnji, mi dva. Pa spuščama, no. Narezek bo jest, pa ne, tako, kaj bo. Vi dva imata vedno vstop v moje koncerte. No, viš. Jaz sem ta lepo obnašala. Ja, boma, se boma tam zadnji tiho. To ne ušlo. Ne, Medvar bo ful bobna celi. Ja, pune. Če bo kaki kabel treba ki potegniti, reči frasu, ker jaz sovražim kable iz očitnih razlogov, ne, sem šel bolj k bobnom rejši, ampak ja, dobro. Koliko prej pa, zdaj, če pogledamo na dan koncerta, ne, Cankarjev dom, kdaj se to štarta tam akcija, prava akcija, tista akcija, ki je poslušalec, gledalec ne vidi sploh. Ne, veš, pridejo vsi ljudi not, ne vem, mine ura, pol ure, pa se začne koncert, ne, kaj pa vse prej? Težko je to reči, kdaj prej se začne, zato ker se že vsaj 3 mesece pripravljamo za na to, tako smo prej omenili, aranžmaji za godalni kvartet, aranžmaji za brass sekcijo, band, in potem vaje, skupne vaje vsak teden, luči, stage plot, v glavnem kup enih stvari. Na dan koncerta je pa tako, da prijemo sigurno enih 6 ur prej tja. 6 ur prej tja, itak smo že na prejšnjem sestanku, v prejšnjih dnevih tam pa pogledamo, vse nastavimo, tako da je kup enih priprav, na srečo jih jaz nimam toliko, ampak jih ima moja ekipa. Da mi malo smilijo na dan koncerta, ampak da pol vse štima in res sem zelo vesel, pa ponosen, da imam tako ekipo, ki tako lepo pripravijo na vsakem koncertu. Ampak najbolj je važno itak pol to, kako energijo daš na odru. Lahko vse štima, če ni energija prava. Tehnično
Tehnične stvari so osnova, ampak glavno je to, kaj doživi publika, pa kaj ti da nazaj. Ja, kaj dobijo dol z odra. Jaz verjamem, da bo to vrhunsko, sploh zdaj, glede na to, da je še vas toliko več bo na odru. Bi pa te rad še samo opozoril na eno presenečenje, ki sva ga pripravila z Markotom za tebe. Gre za tako imenovani tekstilni izziv. Okay. To je izziv, v katerem so zokni, kavbojke, jopca s kapuco in pa ena majica s kratkimi rokavi. In izziv je ta, da moraš ti v čim krajšem času čim lepše zložiti te stvari, samo zato, ker nas zanima, kak zlagaš cote. Oziroma, kak znani. Ampak zdaj mora biti v čim krajšem času. Ja. In pol bomo videli na lestvico, te uvrstimo gor, tako da. Pardon, jaz upam, da si že kdaj zložil kakšne cote. Sem že kdaj, verjetno si. In zdaj vedno bolj vidimo, da čisto vsak zlaga nekaj, vse po svoje. Ne? Mene še vedno do zdaj najbolj Nina Pušlar presenetila, ker je imela neke čudne poteze, ki so tako je bilo. Vseeno je ženska, ne? Zdaj, jaz ne bom nikoli tako zložil oblačil. Ja, no bomo videli. Toliko da veš in pa seveda še treba omeniti tudi toto premium zobno ščetko VBO, zate jo mama tukaj pripravljeno. Jaz verjamem, da je že cajt, ne? Za neko drugo. Kaj mi hočete povedati, da mi smrdi z usta? Ne to. Čas je, ne? Radi predolgo uporabljamo eno ščetko, ne? Zdaj vemo, da na zadnje si jo dobil, ampak če še nisi menjal, evo Žan, najlepša hvala. Še one 3 imaš gor, vidiš, to ti reporter Milan. Ja, lahko si pakungo nastaviš v kopalnici, pa vsakič, ko si zobe mivaš, gledaš. Bom. Ne vem, če bo koristilo, ampak dobro. Ali pa si daš v okvir, pa na prednočni omarci. Tak. Ja. Bom razmislil. Pa še frazovo sliko. Bom te jaz sprintal. Žan, hvala ti za obisk. Hvala še enkrat, da si v živo malo zašpilal. Hvala. Super komad, novi, še enkrat treba reči. In pa vso srečo na teh špilih, pa drugače pa vračah, če ne prej. Ne? Hvala vam, tudi radio, vsem poslušalcem. Želim lep dan, vabljeni ste na vse koncerte, Grad Rače, Križanke. In se vidimo, poslušamo. Tako, lepo bodi, Žan. Adijo. Zdaj pa gremo cote zlagati. Okay.